prav posebej vas, gospod Lojze Peterle, kot sedanjega predsednika Združenja za vrednot slovenske osamosvojitve, skupaj vse tiste, ki ste v družbenem življenju in zgodovini soustvarjali našo domovino, v kateri sedaj živimo, naše drage pevke in pevce, ki že vrsto let ob tem dogodku sodelujejo bodisi v ljubljanski stolnici ali tukaj na Žalah in še marsikje drugje ob osamosvojitvenih dogodkih kot obrtniški zbor Notranjske. Vas, drage svojke, svojci, umrlih v vojni 91, kako tudi naše vojaške kaplane, pospravljamo nas v svenke. Za danes bi nekako razmišljali takole. Ob 33. letnici konca oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo ter prazniku suverenosti in zadnjega vojaka JLA res še enkrat lepo pozdravljeni. Vsi smo eno samo občestvo, čeprav opravljamo različne službe. Slišali smo današnji evangelij za Božje besede, ki je prav za danes, da imamo različne darove, nekaterim je veliko dano, drugim manj. Ampak vsi smo eno samo občestvo, ki žaluje za vsemi, ki so umrli, posebej pa žalujemo za vsemi, ki ste izgubili najbližje. Tam nekje konec 80-ih let, mislim, da je bilo leto nekje 1988, ko je bil takrat predsednik na obisku v Nemčiji in Mihajl Gorbačov. In so mu takrat na tiskovni konferenci postavili vprašanje, če je možno, da bi v obe Nemčiji zopet bili nekoč eno. In znam je njegov odgovor, da v prihodnjih 50 letih te možnosti on ne vidi. Eno leto kasneje, 9. novembra 1989, pa se je to zgodilo. Padel je Berlinski zid kot simbol razdeljenosti Evrope, do katere je prišlo po koncu druge svetovne vojne. Te tektonske spremembe v Evropi pripisujejo zasluge enim, drugim, tretjim, kakorkoli. Te tektonske spremembe, ki so bile v Evropi, marsikatere dežele tudi to komunistično okupacijo, so tudi slovenskim vizionarjem, katere imamo nekatere danes čase imeti med seboj, navdihnile z mislijo, da je prišla ura, da se kronos istega časa spremeni v kairos. Kronos sukanje v krogu, kairos pa spirala v nekaj novega, kristjani pravijo temu tudi večnost. In ti so bili pogumni in v srcu pripravljeni tvegati, začeli so pripravljati spremembe, ki so bile potrebne najprej za pripravo osamosvojitve, potem pa seveda tudi za uresničitev tega. Seveda pa že sama misel na samostojnost Slovenije, kakor vemo iz zgodovine, ni navduševala vseh. Kdaj sem že povedal, da sem takrat kot slovenski vojaki v JNA bil 2 meseca zaprt, da nismo mogli med vojno pobegati domov in da ne bi prestopili na stran slovenskih osamosvojiteljev. Različne spomine imamo v to obdobje. In navdušeni niso bili predvsem tisti, ki jim je bilo popolnoma jasno, da samostojnost pomeni tudi demokratičnost. Da se bomo za samo odločbo poslovili od nekdanje države in sistema,
kjer je bil pač zapovedovalen in demokracija zgolj žrtva Slovaka. Jugoslovanska vojska je potem našem odločanju, da bomo šli zdaj v te zgodovinska dejstva, ki jih mnogo kateri izmed vas pozna bolje, kakor jaz, ki sem bil takrat zaprt na drugi strani, pa je pač izvršila dejanja, napadla samosvojno Slovenijo in uprlo se je v bistvu takrat svoje ljudstvo, posebej pa enote milice, teritorijalne obrambe, manevrske strukture, narodne zaščite in podobno. Istočasno pa so se začela tudi intenzivna pogajanja, da bi orožje čim prej utihnilo, da bi bila materialna škoda čim manjša, da bi tisti vojni spomeniki raznih Dravogradov, Holmecov, Humov, Medvedjevov in drugih lokacij v Prekmurju in na Dolenjskem, kjer so potekali boji, da bi bila škoda čim manjša, da bi se ljudje čim prej vrnili do objemena in dražje. Tako je 7.7.1991 pred 33 leti, torej bil potem podpisan tisti znameniti Brionski dogovor, ki je prekinil spopade. Čeprav še vojne seveda takrat ni bilo konec, saj se je dejansko končala 25. oktobra 1991, ko je zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil naša ljuba slovenska tla. Včasih me je kar težko poslušati, da nekateri pravijo, da vojna za Slovenijo ni bila vojna. Res, da Bogu hvala, da je vse tiste priprave eno leto prej, pa tudi vso dogajanje potem in tistih 10 dni vmes. Bogu hvala za takratne naše voditelje, ki so ravnali tako, kakor je Pavel opominjal danes Tesaloničane v Berilu. Že zdavno prej so začeli pripravljati vse, da vas osamosvojitev ne bi ostala res samo tam v hiši, ki je Šalanka prečni do kupola v parlamentu, ampak da bi samostojnost in suverenost obranili pred tistimi, ki in to ni bila prava opcija. Zato bi lahko skupaj z današnjim evangelijem rekli, da takratnih naših voditeljev ni presenetil tat iz današnjega evangelija, da bi jih našel nepripravljeni, kako pravi Jezus danes. Dober gospodar bedi in ne pusti, da bi tat vlomil v njegovo hišo. In Slovenci takrat nismo pustili, da bi vlomili v našo hišo in bi nas poropali naše samostojnosti. Po drugi strani pa se mi postavlja vprašanje, kot vojakov, vojaškemu duhovniku, ki sem kar nekaj let preživel na vojnih območjih, Čada, Libanona, Afganistana, prej po vojni šla do Bosne in na Kosovo, mirovnih misijah, kakor tudi vsi kaplani, kdaj neka vojna sploh je vojna. Koliko časa sploh morajo trajati spopadi, da se potem reče vojna, ali je samo neka posebna operacija, ali je samo čiščenje, ali kakorkoli. Koliko mrtvih mora biti, da rečemo, da gre za vojno? Koliko hiš mora biti porušenih? Koliko domov požganih, da pokrajina dobi podobo vojne krajine? Ne nazadnje, koliko krvi mora biti prelite in koliko solza izjokanih, da začnemo govoriti o vojni. In koliko otrok mora izgubiti očeta, koliko otrok mora osiroteti, da začnemo govoriti o vojni. Koliko žrtev je potrebnih,
da naš odnos do ljudi in dogodkov tistega časa ni več omalovažujoč. Kajti govoriti o tistem času, da ni šlo za vojno, je omalovaževanje dogodkov, zlasti pa omalovaževanje in prezir do ljudi, ki so tisti čas živeli, ki so bili del tistega dogajanja in zaradi te vojne izgubili življenje. Znana je tista misel pokojnega Oda von Habsburga, ko je dejal, da en dan vojne stane veliko več, kakor celo leto miru. Ampak čisto drugače pa razmišljajo o teh trenutkih žene in mame. Žene in mame imajo pred očmi ognišče, pred očmi imajo družino, imajo dom. In če družina izgubi očeta, če starši izgubijo sina, so ti ljudje oropani vsega, ker je njihov dom izprazen. Zato vedno ponavljamo, da so največ za našo samostojnost žrtvovali tisti, ki so v vojni izgubili svoje najbližje, kako tisti, ki so izgubili življenje. Velike besede imamo običajno prihranjene za tiste, ki so umrli. Pravimo, da so življenje darovali za domovino. Vzeli so jim življenje, ker niso mogli dopustiti, da bi jih ubili. Vzeli so jim življenje, ker niso mogli dopustiti, da bi jih vzeli domovino. Še več pa so vzeli vam, dragi svojci, tistim, ki ste izgubili može, očete, sinove, brate. Tisti, ki so umrli, so bolečino doživljali v času umiranja. Tisti pa, ki so umrli, izgubili to bolečino, živite še danes. Zato je naš odnos in odnos cerkve in nenazadnje celotne družbe mora biti zelo spoštljiv. Prav je, da se zato vsako leto tukaj zbiramo, pomislimo, pomolimo vsak dan zanje in naj bodo naši priprošniki pri Bogu. Amen. Vrnimo se k našemu nebeškemu Očetu, ki nas razume, ki nas podpira in uslišuje. Pa ga danes prosimo z vzklikom, vodi nas po pravi poti. Komur so zaupali Bogu, bodo od njega še več zahtevali. Odpirajo vse voditelje cerkve, da bodo spoznali, kaj je tvoja volja. Vsi, ki ljubijo pravico in se zanjo zavzemajo, naj pri graditvi sveta iskreno sodelujejo. Razodevaj zmago križa vsem vernim, da bodo veseli zajemali studence odrešenja in našli oporo v Evangeliju. Daj nam razumeti skrivnosti in nam pomagaj življenje uravnavati po tvoji modrosti. Danes še te posebej prosimo za vse žrtve vojne za Slovenije in vse, ki so darovali življenje za našo domovino, Gospod bodi jim bogat plačnik. Nebeški Oče, v teh dneh vojaški duhovniki obiskujemo ogromno grobov naših slovenskih vojakov. Danes
vojaški duhovnik na Poljskem v Gorlicah, kjer je 5500 pokopanih vojakov iz Prve svetovne vojne. Obiskujemo ogromno drugih grobov, tistih, ki so ljubili domovino. Prosimo te, naj iz te zemeljske domovine nekoč vsi prispemo v nebeško.